Živijo, sva Mateja in Marko, ti pa poslušaš podcast Mladost na kmetiji. Pozdravljeni v podcastu Mladost na kmetiji. Danes se nahajamo na Koroškem in z nami je ena taka pristna Korošica, ljubiteljica rož ter tudi ustvarjalka Ivana Magar. Živijo. Lep pozdrav. Pozdravljena. Za začetek mogoče opiši svojo družino. Tvoja družina ni tako mala, imaš kar nekaj sester, iz kje izhajaš? Tako, smo kar velika družina. Prihajamo z Koroške, izpod vznožja Uršlje gore. Na naši kmetiji je že pokojni dedi Lojz, bica Marija, ata Marko, mama Mojca in štiri hčerke Urška, Petra, Nežka in jaz Ivana. Zdaj jaz par Korošic pa Korošcev že poznam, tako da vem, da bica pomeni babica. Babica, tako. Vi ful to, vedno uporabljate ta izraz bica za babica, ne? Ja, drži. Se pravi, bila hiša kar polna, predvsem žensk. Predvsem žensk, sicer pol čez nekaj časa so pa tudi tam mladi k bajti prešli. Se niso preveč ustrašili toliko deklet. Malo so bili pazljivi, ja. Se pravi, imaš 3 sestre? 3 sestre. Med vami je tudi neki starostne razlike, si rekla, ne? Ja, z najstarejšo mama kar 13 let razlike. Tako da, ja. Tako da ste si delo na kmetiji in v hiši malo porazdelile, verjetno. Ja, ta starejši dve sta imela vedno na izbiro 2 dela. A bo kera pazila ta male otroke, ena je lahko šla pa v štalo. V stalo delo, ko smo pa ta mali 2 zrastle, smo si pa kar nekot vedno porazdelili, no. Ni bilo problema. Ti si potem ponavadi bila bolj zunaj na kmetiji? Ja, jaz pa najstarejša smo se bolj zadrževali zunaj, ta sredinski 2 pa bolj noter in ženska, gospodinjska opravila. Kaj si ti delala zunaj? Si bila tudi na kakšnem traktorju? Ja, jaz obožujem biti zunaj. Najraje sem bila v štali z govedom, da sem jih fotra, da sem kida, da sem vse dela, kar je treba. Traktor, absolutno, tudi edina od vseh 4 ga vozim. In spravilo sena, to mi je bilo najljubše opravilo. Pa vrt, gartl mi rečemo. Gartl? Ja. Ja, tudi mi nekaj podobnega rečemo, gartlc. Si tudi mozla kdaj kravica? Se pravi, vi ste imeli včasih mlečno proizvodnjo, a ne? Tako, mi smo imeli včasih 30 krav muznic, sicer smo pol to opustili in ja, sem mozla, to je bilo tudi. Spomnim se, ko sem prišla iz srednje šole, vsa zmozgana, zmatrana in meni je bila to tista relaksacija, pomiritev po nekem zoprnem testu. V glavnem, ja, oboževala sem to. Zdaj pa ne mozem več. Se pravi, včasih ste imeli moznice, danes imate pa dojilje? V bistvu je bolj, ja, dojilje pa za meso jih imamo. Samooskrbna kmetija smo. Smo prešli v neko obdobje, ko se nekaj spreminja na naši kmetiji, intenzivno se je končalo. Šli smo res na bolj ekološko kmetovanje. Včasih malo kaj zgradimo, malo podremo, v glavnem nastali so v zadnjem letu novi konjski boksi, imamo kojne, zdaj imamo še nekaj drežniških koz, pomladi pa še pridejo kure pa pujski. Se pravi, veliko različnih živali, malo za samooskrbo, malo pa tudi za dušo. Ja, točno tako. Za dušo so pa tudi še psi pa mačke. Nekaj smo srečali prej, enega velikega črnega kužka. To je naš družinski Indi, pa še moja psička je tudi Dixie. Se pravi, ta kmetija leži v katerem kraju čisto točno? Se pravi, tukaj se zdaj nahajava? Naša kmetija leži v občini Prevalje. Je pa res, da smo na stečišču Raven in je tudi zanimivo, ker se reče kot pri Prevaljah. Aha, okej. Bi si človek mogoče malo drugače predstavljal Lego. Imate tudi kakšno ime po domače, kako se vaši kmetiji reče? Ja, pri nas se reče žerjavle. Žerjavle? Ja. Kakšna posebna zgodba, zakaj tako? V bistvu ne. V bistvu ne. Je pa na tabli tik pred kmetijo prej, ko smo iskali pot, smo videli napisano. Ja. Pa tudi se vidi skoraj da Uršlja gora od tukaj? Ja. Za hiše? Ja. Ja, pod vznožjem Uršlje gore smo. Si bila že kdaj gor peš? Ja. Malo neumno vprašanje, ampak velikokrat praviš. Ja, dostikrat. Se pravi, odraščale ste punce skupaj, pa veliko časa ste preživeli tudi z dedkom, a ne? Ja,
za nas vse 4 dedi kar veliko pomeni. Najbolj se spomnim tak zgodb iz otroštva, tudi kar ja ne, 14 let nazaj, sicer že pokojen, ampak ja, otroštvo smo imeli čudovito z njim, on je bil včasih Wirt, mi pravimo, gazda kmetije. Kako rečete? Wirt. 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 Okej. Z nemščine. Nemščina, okej. Gospodar dedek, ja? Gospodar, evo, ja. In ja, nas je vedno vzel zraven ven, karkoli je delo, kakršnakoli kmečka opravila so bila in najbolj mi je ena taka ljuba, ko je on šel travo pokositi za govedo, da jim bo v štalu pilo, je itak imel poln kup trave na karioli in nas je na vrh trave posedel pa pilo v štalu zraven. Pa v štali, ko je krmila dajo, je nam kupil malo lopatko, malo šaufeljco za krmila in nam je pol nas nadziral, kaj kateri kravi mi damo, pa če res imamo lepe spomine. Se pa no, tudi pol, ko je Atano predal kmetijo, tudi z Atano smo ogromno preživele zuna. Najbolj nam je bilo tisto doživetje, ko nas je zraven apenca grdal, pa smo šli po krave v travnik, pa ko smo pašnike postavljali, delali. To so taki lepi spomini. Verjamem, ja, sliši se kar idilično, ampak bi rekla, da zelo spominja tudi na moje otroštvo. Jaz sem tudi ful rada s Karolo hodila po detelco za prašičke, pa sem pa z navadno koso kosila. Tu pol kar prav pride na kakšnih tekmovanjih, pri podeželcih, ko s koso kosimo. Si pa imela že od malega, pravijo ostali družinski člani, neko tako podjetniško žilco že na kmetiji. Kaj lahko poveš o tem? Ja, to je tudi ful smešna štorija. Ko sem bila mala, sem se jaz pač nek dan odločila, da jaz bom imela pa zajce. Zdaj sem šla do prvega soseda, ko sem vedela, da ima zajčke. In jaz sem šla do njega, sem vprašala, ja, kaj bi mi dal enega zajca ali pač zbaranta sem. On ja, itak, da mi ga da, sem jaz domov pripeljala zajca in potem je bil pač cajt, da bi pa moja zajkla imela mladiče. Je bila samička, okej. Ja, in potem jaz itak, drug sosed, se spravham z njim, če pač lahko mama pripust, pač. In sem imela en otroški voziček, sem ga naštima transportni box za zajčke, pa sem zajčico peljala k sosedu z vozičko. Na zmenek. Na zmenek, ja, tako. In ko je zajčica opravila svoje. Oziroma zajček. Ja, zajček, oba, no. In no, pol je bil caj, da je imela mlade, sem jo imela že doma nazaj. In je imela 6 malih zajčkov, se mi zdi. In pol pač bi si mislila mala punčka, ali jih bom imela zacartlat, pa tako, ampak ne, jaz sem se malo drugače znašla, jaz sem se odločila, da mi bi imeli meso zajčje in sem spet poklicala drugega soseda, če mi jih pride za klat in smo mi to zrihtali in jaz sem pol to meso bice prodajala. Tako da, to je ena taka podjetniška z otroštva. Kako otrok začne služiti denar. Pa tu niso bile edine živali, ko si ti denar služila na njih kot otrok, kaj ne? Ja. Tisti voziček je prišel prav, da si po vasi malo berentala. Ja. Potem smo imeli pa še par let kasneje, še doma ful kur. Tam ko ne, jih je ostalo 50, 160, v glavnem jajce bo viška. In z mami smo šle po jajce, jih lepo spakirale in spet pač se je moja žilica neki, ne vem, kako reči, se prebudila, ja. Posvetla, dobra. In sem spet nabasala tati otroški voziček, eno gajbico gor, škatle jajc naložila in sem šla po vasi in sem pocingla, vprašala, rabite jajca in pol je kar nek od prodaje stekla. Jaz se kdo ne bi kupil od mlade punce zagnane jajca, tudi če jih ne rabi. Ja, pa še vedno sem palamudva s sosedi in hodila na kekse k sosedam. Aha, se pravi, prodala jim jajca, pa na piškote tja. Bravo, znaš, moram reči. Pa si kdaj tudi kaj spekla iz teh jajčk ali si vse prodala? Je zate zmanjkalo? Je bo bolj za prodajo, ja. So sosede pekle rajše. Ja. Dobro ti gre, si podjetna. Ja, se pravi, sedaj pa imate to kmetijo bolj samooskrbno, za jajčke, za meso. Si pa to kmetijo potem v svojem, bi rekli, študijskih letih oziroma tekom kmetovanja tudi malo zapustila. Danes živiš z možem Blažem na Tolstem vrhu, ampak kako je ta pot potekala, kje ste se z Blažem spoznala? Spoznala ste se že zelo mlada, kaj ne? Ja, spoznala smo se, ko smo bila stara 17 let in sicer pri Društvu podeželske mladine Mežiške doline,
ko smo pripravljali državne kmečke igre. Tisto leto so bile tole pri nas na Polani. In vem, da tisti res prvič, ko smo se srečala, je bilo tako, da je bil nek sestanek za te igre in sem imela neki odgovornosti, neki zadolžitev za stojnice. Pa jaz tamle pač na sestanku povem, ja, to pa to je treba narediti, ono, in pač Blaž me je opazil, zagledal, ne, kako je odgovorna, ne, pa zihar je ful starejša od mene, če ima toliko odgovornosti. Ja, na koncu sem 1 leto mlajša od njega, ampak ja, to je bil tisti prvi moment, ko smo se opazila in pol smo se nekako, ne vem, ujela in zaštekala in Se pravi, bila tista podeželska mladina, ki Ja. je združila. Ja. Moram reči, da je kar veliko takih zgodb. V podeželski mladini se velikokrat najdejo pari z nekimi podobnimi interesi. Kakšni so pa vajeni skupni interesi, kaj skupaj počnete, kaj imata rada? Ja, midva z Blažo, bom rekla, da ful imava rada podeželje, pa imava željo ohranjati podeželje. Oba imava res rada domačo muziko, pa ples, sva tudi hodila na plesne. Pa oba sva ful družabna človeka in se rada z vsem družima, pripravljena vedno na neke nove izzive, ampak res najraje sva pa v družbi drug drugega. In tako je tudi nekako prav, saj pač podeželska družba paše, zvečer je pa tudi Ja. luštno biti malo dvoje, kaj ne? Tako. Sta pa šla skupaj tudi na izmenjavo na Dansko, to je bilo tudi verjetno bolj na začetku. Ja, to je bilo tudi 2019 leta, kar malo potem, ko smo se spoznala. Sama izmenjava je bila res ena lepa izkušnja. To je preko podeželske mladine. Preko podeželske mladine. Za mene je bilo tudi prvič, da sem šla sploh tako daleč v svet. In ja, ko je prišel grl na Danskem do kakšne zagate v angleščini, a ne, ker mi ne leži najbolj, je itak bil Blaž tam, a ne, da me je rešil, on pa obvlada to. Ja, takrat je bil seminar o demokraciji podeželja. Lepo, prav, da te nekako, da se dopolnjujete in da te Blaž malo iz zagate reši. Ja. Upam, da to ne velja samo Rešuje. za rešuje, upam, da ne velja to samo za angleščino, še kakšno drugo Ja, zagato. absolutno, vedno mi stoji ob strani. Se pravi, ja, ta vajina ljubezenska zgodba je nekako s podeželjem prepletena. Sta pa potem v bistvu že prav kmalu šla skupaj živeti v Ljubljano, da je on doštudiral je strojništvo, kaj ne? Ti pa si šla na biotehniški center v Naklo. Takrat še nisi vedela, da imaš rada nek poseben hobi. Ja. Kaj si tam se naučila in priučila? Ja, to je bilo tudi eno ful lepo življenjsko obdobje. Blaž je bil na faksu, jaz sem se pa tudi vpisala še v šolo in sem se vpisala v cvetličarsko šolo. In do takrat sploh nisem vedela, da me to veseli, ja, me je zanimalo, me je firbec matril, kaj se lahko še naučim. In od šole ven, od tistih predavanj, od prakse, od tega, ko sem se res prvič, kako naj rečem, dotaknila cvetja, ne vem, začela ustvarjati s cvetjo, sem vedela, da je da je to za mene, da to res s celim srcem rada delam. Zanimivo, včasih ljudje vejo, kaj je njihov interes, tako že v otroštvu, včasih pa prav po naključju pridemo do neke strasti, tako kot pri tebi. Ja. Si pa v bistvu prej, preden smo začeli tale pogovor snemati, kar veliko povedala o tem tvojem obdobju, ko ste v Ljubljani živela, ti je pasalo, oziroma v okolici Ljubljane, ti je prijel ta čas, ko sta bila same dva, pa še precej mlada. Ja, res smo bila kar mlada in smo si našla neko stanovanje, kar smo si pač lahko privoščila. Bom rekla, jaz sem delala zraven, po duši kelnarva sem. In ja, saj ne vem, kaj naj povem. Je bilo luštno na Igu, si rekla, a ne? Ja, drugače, malo ven z Ljubljane je in je res podeželje. Jaz pač osebno ne morem, nisem za v mesto in Ka večina jih gre študirati bolj v mesto, ne? Ja. Prav v center Ljubljane, oziroma tudi živi tam. Vidva sta pa vsem se odločila malo podeželja vključiti tudi v ta del Ja. vajinega življenja. Sta se pa tudi v tistem obdobju poročila, kaj ne? ja. Kako je to izgledalo? Spraševala sem te, kakšna je bila kaj za roka, je bila to kakšna romantična gesta, pa Ja. si mi kar malo povedala, da ni bilo Ker tako. ni bilo tako, ja, midva sva se kar odločila, da se v ženu, mi rečemo, poročiva. In smo rekla, pač nema več na koruzi živela, a ne. In tej sem bila jaz stara 19, on je bil 20, malo po poroki sem jaz dopolnila tudi 20. No. In ja, to je tudi en najlepših spominov še z Iga, s podeželja.
podeželja. In potem sta iz podeželja šla nazaj na domače podeželje. Uredila sta si stanovanje pri njemu, kje je on doma? Oziroma, kje ste Ja, zdaj vidva doma? Blaž je s Tolstega vrha in smo si lansko leto, celo leto res pridno adaptira zgornji štuk bajte njihove. Ja, in smo res imeli en cilj, da bi bila do Božiča v stanovanju. Pa vama je uspelo? Ja, Kdaj vama je uspelo? Na knap je šlo, na knap. V bistvu je bilo tako, Blaž je rekel, za Božič bomo noter, pa da bo dišal po Štefani pečenki. Je dal kar okej. pogoj, tako lepo, ne? Tako bo se on največ del, je bil res spriden. In pol smo 23. večer, je Blaž še šibo pa tero polagati laminat, da smo imeli laminat do konca položen. No, 24. večer, na sveti večer smo pa le prišla v stanovanje. Sicer še ne popolno opremljeno, ampak bila smo in je imel pač svoj čarto. Si spekla Štefani pečenko ali še ni bilo To pečice? bom pa povedala, da še ni bila kuhna opremljena in da je predišal z taščine kuhne. Ok, hvala tašči pa. Je dodala svoje. Lepo si potem človek res zapomne ta datum in Ja, to res, zgodbo. ja. O Blažu sva nekaj povedala, o tvojemu možeku. Zdaj pa, če se vrneva na to tvojo cvetličarsko željo. Se pravi, delala si nekaj časa pač kot kelnerca, kjer si se malo privadila strank, potem pa tudi kot cvetličarka. Sedaj si pa nekako začrtala svojo samostojno pot. Kakšna je ta tvoja podjetniška ideja v cvetličarstvu? Ja, jaz sem se odločila, da je pač čas za nekaj novega, nekaj drugačnega, nekaj, kar ljudje niso tako navajeni, in sicer se gre za mobilno cvetličarno, po imenu Šopkarna. Plan je, da si mobilen, da si premičen, da se premikam po Mežiški dolini in njeni okolici. Delovnik bo spet različen od ostalih cvetličarn, ker pač je potreba po nekem cvetju, ne vem, soboto popoldne ali pa nedeljo, ko, ne vem, pozabiš, da ima nekdo rojstna in ful hitro rabiš šopek ali pa neko darilo zaviti. Se pravi, od torka do nedelje je moj delovnik. Kako bo sploh tovornjak izgledal? To je tak oldtimer tovornjak, Renault, 90-letnik. In zdaj ga čaka predelava, spet mora biti možek priden. In bo v bistvu tako prodajno okno in pred prodajnim oknom pride stalaža, stopničasta stalaža za svežo rezano cvetje. Cvetje bo v drugačnem stilu, da niso samo skozi te vrtnice, ampak da pride nekaj rustikalnega, vintage, travniškega cvetja in pa, ja, zelo pomembno, lokalno pridelanega cvetja. Imam svojo njivo, že pridno rastejo rožice, mislim, počivajo. V lanskem letu si začela to svojo njivo urajati. Tako. Kako je to izgledalo? Kje si jo dobila? Ja, v bistvu to je pa ena parcela, ki jo je mama podedovala. In je bila res zaraščena, pač ni trava višja kot jaz, ni bila uštimana, sploh ne. Niso bile rože gor za šopke? Ne. In ne vem, akacije, grmičevje, vse je bilo preraščeno čez in mi smo se to polotili. Največ so mi pač tako pomagala ata pa mama pa mož, da smo mi to pol posekali pa uredili, pa ne smem pozabiti na naše podeželske pobe. Mi smo kar naredili eno delovno akcijo, pa to ruknali, pa posekali, pa zrihtali, pa od priprave tal do res vseeno, zorali, zbranali, z kopačo, brežine pa ravnine uredili. Tako da ja, tam so pa pol že rožice na polju, so že tulipani, narcise, aljumi, grmičevje, brimbor, bodika, pač ni da ni, že tam počiva. Se pravi, ste v jeseni že nasadili nekaj spomladanskega cvetja in pa tudi nekaj grmičevja za naslednja leta, Tako. da bo za cvetličarno. Mislim, da je to res ena taka izvirna in pomembna ideja, da je tudi cvetje lokalno, da se vklopi tudi te, bi rekla, domače rastline, ki so nam pa vsem ful blizu, te spominjajo neko otroštvo, malo ta rustikalni vintage stil. Tako. Ja, pa tudi, ko si rekla lokalno, se mi zdi zelo, zelo pomembno, da podpiramo lokalne ponudnike. In tudi prav zaradi tega bo v moji Šopkarni na voljo neka lokalni produkti in lokalni boni, ne vem, recimo neke masaže, nekoga, ki je, ne vem, začel masirati, ki se še trudi nekaj odpreti, kakšni boni za narezke na turističnih kmetijah, za
tudi darilni program oziroma produkte lokalne, kakšni jabolčni krhlji, ne vem, kakšni unikatni uhani, rokodelcev. To se mi zdi pač res pomembno, da se podpre. Ja, se je zelo lepa ideja. Super, se mi zdi, da ti bo to čudovito uspevalo. Je pa še nekako po vojih, ne? Ja, no, bom rekla, ideja je in se že realizira. Marca šopkarna štarta. Seveda pa nisem v ponudbi rezano cvetje, ampak pridemo pač tudi še do nekih mojih unikatnih ročno nareditih voščilnic, poslikanih šalčk, personaliziranih šalčk, aranžiranja in zavijanja daril, dekoracije za pač razne dogodke in poročna floristika pa žalna floristika. Si že kaj nervozna za ta štart, kako bo izgledal? V bistvu ne, ful se ga veselim. Wow, lepo to slišati. Res se veselim. Delaš pa tudi rada s strankami. To si mi omenila, ko sva se pogovarjala in pripravljala na ta pogovor, in imaš tudi prav en tvoj najljubši rek. Ja, leta in leta delam s strankami in pač nikoli se jih nisem naveličala, nikoli mi niso bile sitne. In ja, ful rada imam, ko podariš oziroma pa tudi prodaš stranki nek šopek ali pa nek izdelek, ko vidiš, kako so vesele, kako so zadovoljne, da jih poboža. Ja, moj najljubši rek je: dobro se z dobrim vrača. Je mogoče že kar velikokrat uporabljen, ampak res drži. Ja, zato je velikokrat uporabljen, ker drži. Nekako, da če dobro spuščaš v svet, se ti dobro povrne. Moram te vprašati, katera je tvoja najljubša roža oziroma cvet? To je težko izbrati eno, tako da bom kar naštela. Spominčica, Ivanščica, sončnica. Spominčica, Ivanščica, sončnica. Okay. Spominčica zakaj? Pač travniška rožica. Ena redkih modrih rožic. Ja, to pa je res, ja. Ivanščica verjetno zaradi imena? Ja, pa tudi spet travniška. Ja, res je, ja. Pa še eno si rekla? Sončnica. Sončnica. Kaj pa Sončnica je pa taka podeželska. Zelo je poletna. Prinese ful ene energije Ja. v življenje in v sonce. Se pravi, nekako si govorila, da je ta tvoj za šopkarno kombi tak malo vintage, imaš pa ti tudi malo tak vintage avto. Katero avto ti voziš? Ja, pač, kaj ne rečem, stara duša. Ja, včasih bolj težko vžge, sem vseeno laufa, imam pa jugeca, zastavo, ja. Kako si že rekla, jugo ni za dolgo. Jugo ni za Mi smo tudi to včasih rekli, ampak očitno je za dolgo. Ja, laufa. Tudi 90-letnik, isto kot tornjak. Kakšne barve je? Rdeče. Rdeče. In še original barve, ja. Res, to pa moraš potem pokazati. Mi smo imeli tudi rdečega jugeca doma, ampak moram reči, da nas je tudi malo zapustil enkrat na družinskem izletu na Koroškem. Presežeti, da je ta zgodba res, ta naš je bil tak jezen takrat, da smo kupili drug avto, ko smo prišli domov z Koroške. Sejm, tudi meni včasih kakšni šajnbriserji ponagajajo. Brisavci? A Kako? ja, Šajnbriser? ja, brisavci. Šajnbriser, tudi če si iz No, nemščine. ja. Ja. Se vidi, kje je sosedna država. Omenjala si, da si ustvarjalna, da delaš voščilnice, šalčke. To v bistvu že od malega imaš to strast, veselje. Ja, pa se mi zdi, da karkoli so mi dali v roke, barvice, škarje, papir, pač jaz sem ustvarjala. Meni je bilo to res nekaj najljubšega, risa, pisa, ni da ni. Tudi spet ena zanimiva prigoda, slamce pa papir. Sem že delala lutke na slamce in sem že šla po vasi. A si delala kakšne voodoo lutke tudi? Kaj pa. Tisto pa da, ne? Ja, tako da ful rada ustvarjam, je pa ena moja velika želja še v življenju, da bi napisala in ilustrirala eno otroško knjigico. Neki ideji za naslove imam že dolgo nazaj, ampak še čaka na pravi trenutek. Prav, naslovi so že, kaj pa vsebina? Vsebine še ni. Katere živalce bojo nastopale? Ena je lisička pa medved. Okay. To simbolizira mene pa Blaža. Zdaj moraš to napisati, ker nas zanima, kaj bi Ja. radi prebrali. Drugo pa bomo še videli, kaj bo. Vse ima še čas. Omenjali smo že podeželsko mladino. Bila si tudi predsednica Društva podeželske mladine Mežiške doline. Mogoče malo poveš o vašem društvu? Ja,
Po 2019 sem postala članica, pol kar naenkrat tajnica, pol podpredsednica, pa sem pa mogla biti že predsednica. V glavnem, po hitrem kopitu je šlo to naprej. In ja, ful sem počaščena, da sem lahko bila predsednica, res mi je bil čast voditi društvo. Pridobili smo ogromno mladih članov, delali smo na tem, da smo podpirali res lokalnost, da smo ohranjali kulturno dediščino, pa pri nas je bil tudi kar poudarek za medgeneracijsko povezovanje. Mi smo se ogromno povezovali s sadjarji, z čebelarji, s kmeticami, tako da ja, ogromno tudi smo dogodkov izvedli in itak je pomembno, da so dogodki za mlade, so pa seveda pač, glede na to, da smo istomisloči mladi, je vedno vse lepo steklo. Aha, ni bilo nobene zagate in težav prevelikih. Pa ne, je kar lepo šlo. Se pravi, v tem tvojem mandatu si rekla, da si veliko mladih pridobila in si potem tudi kmalu začutila, da je potrebno mladim naprej dati. Ja, smo tudi sem že predala društvo naprej, mlajšim, ker so res zagnani in polni idej. In jaz mislim, da jim bo lepo naprej uspevalo. Mogoče kakšen tvoj najljubši dogodek poveš, ki ste ga organizirali v društvu? Vem, da ste, mislim, da 2 leti nazaj tudi en dogodek prijavili za najprojekt Podeželske mladine. Tako, takrat smo prijavili dogodek z imenom Jazbece natakni, srce premakni. Tako. In v bistvu mi je bilo res všeč, ker je imel dogodek neko poučno noto. Šlo se je o tem, ker pač vemo, da se na podeželju hitro lahko kaj pripeti. Smo imeli tak šnel kurs prve pomoči, da so povedali, kako oskrbovati neke poškodbe, kako se jim izogniti, kako uporabljati AED itd. In ja, smo tudi imeli pol, ker smo mladi, nekaj zabavnejšega programa, da smo imeli kmečke take igre, skupinske, povezovanje, ličkanje koruze, vleka vrvi in pa dreskov smo imeli, kar je rasto srajco. Jazbece? Absolutno jazbece in pa kavbojke. Super. Tak simpatičen dogodek, pa v bistvu poln vseh različnih vsebin ste prepletli v njemu. To je bilo 2 leti nazaj, ne? 2024 bi znal biti, ja. Tako, ja. Ste pa sigurno še kakšen dogodek imeli. Omenjala si mi, tam je bil ful zanimivi, da ste skupaj s sadjarskim društvom lokalnim, da imate vsako leto ali na 2 leti izbor moštne dečve. Dečve. Jaz to ne znam povedati. Kar popravi me. Ja. Kako si rekla? Moštne dečve. Tako. Ampak mošt v vašem koncu pomeni iz sadja, kaj ne? Ja, z jabolk. To moram povedati, ker mi Dolenci to ne bi vedeli. Žlahtna alkoholna kapljica Koroška. Wow. Ok, jasno. Kako to poteka? Tako pač vsi poznajo ponavadi vinsko kraljico, pa mlečno kraljico, imamo mi Korošci pač moštno dečvo. In to je dogodek v novembru, pač blizu datumsko Andrejevega. Reče se pravi izbor moštne dečve ali oziroma Andrejevanje. In to so v bistvu velik dogodek, 200-300 ljudi. Organiziramo skupaj sadjarji in so tekmovalke, mlade punce, ki pač pol se skozi igre borijo za svoj naziv. In da bojo... Samske, ne? Ja, ledih pa fraj mi rečemo. Tako, ne? In se pač skozi igre borijo za svoj naziv in je komisija, ki pač tudi točkuje in odloča, pa seveda tudi občinstvo ima en del pri tem, ker lahko pač oddajo svoje glase za njihovo kandidatko izbranko. In potem podelite kar 2 lente. 2 lente, ja. Ena je za izbor po pač izbor občinstva, ena je pa po... Strokovne komisije. Tako. In včasih je to ena in ista, oziroma večkrat najbrž, ne? Ja, drži. Je pa vsako leto dogodek. Dogodek je pa vsako leto. Ja. Ampak 2 pa lenti dobijo. Ok, ja. Super. Prav je, da se v kraju povezujejo tudi društva. To je res tak dober primer. Ste pa v vaših koncih občasno, če zima da dovolj snega, znani tudi po gradovih kralja Matjaža, kjer ste v društvu enkrat tudi sodelovali. Poveš malo več o tem?
Ja, to je pa dogodek sicer iz Črne na Koroškem. Gradovi kralja Matjaža upamo, da bojo letos tudi, pa mislim, da kaj kar kaže, da bojo. Se pa gre, da pač gradiš skulpture, gradove iz snega in eno leto, ne vem, kje je bilo 1920, no, smo dobili 3. mesto za našo kravico iz snega in itak, da bo to za nas ful dobro, ful fajn. In letos tudi se bomo udeležili. Super, da ste tak podeželski element dodali. Enkrat sem bila na teh gradovih in mi je bilo res všečno. Je pa vedno zanimivo, ko so kakšni taki liki, ki so tisto leto popularni, oziroma tisto leto, kar se je dogajalo. Mislim, da takrat, ko sem bila, je bila Tina Maze na smučeh. Ja. Pa najbrž ne samo tisto leto, ko sem bila jaz. Ja, čarjani, zagnani. Poleg vsega tega ustvarjanja, ustvarjaš pa tudi glasbo. Mogoče kaj več o tem poveš? Ja, učila sem se klavirsko harmoniko, bolj učila, ko pa igrala, pol pa še trobento. In to je pa tudi res ena spet meni ljubših zgodb, ker sem že takrat kot otrok imela svojega idola, Damirja Tkavca, trobentača pri Alpskem kvintetu, in smo z družino šli pač na alpski večer, ker mi je en prijatelj omogočil, da sem ga spoznala. In pol, ker se je kar naenkrat razvil naprej, da sem lahko šla v glasbeno šolo v Velenje, ker pač on poučuje trobento. Prav k njemu, k tvojemu idolu. Prav k njemu in tudi moja mama je žrtvovala veliko ur, da me vozva vse do Velenja. Mogoče veš, katero pesem si se najprej naučila trobiti? Čist prve se sigurno ne spomnim, ampak mogoče na začetku kakšne Megle v kotanjah, ali pa Jadra z menoj, pa itak da od Alpskega v Sadovnjaku. Lepo. Kakšno glasbo rado poslušaš, poleg naštetega? Itak, prvo. Podeželsko. Narodno zabavno, ta stare zasedbe, pa slovenske popevke, Ivanka Kraševc, Marjana Držaj in tete. Se pravi, na katere pesmi se potem z Blažem zavrtita? Ni da ni. Ni da ni. Najrajši na kakšno narodno? Kakšen valček, da se malo postiskata? Ja. Morsko pravljico, to tudi. To je taka najna. Ja? Zelo je lepa. Tudi meni je všeč. V današnjem podcastu se spoznali Ivano. Ivana, hvala za ta pogovor. Hvala vam. Mislim, da ste zvedeli prav veliko o njej, o njenih hobijih, idejah. Za tako mlado dekle se mi zdi, da je izjemno podjetna in da ima ogromno interesov. Tako da jaz si res želim vse dobro na njeni nadaljnji poti. Najlepša hvala. Z vami sem bila Mataja Kopar, vi pa ste poslušali podcast Mladost na kmetiji.